Lepo pozdravljeni še z moje strani. Veliko tega je že bilo rečenega, povedanega, veliko zanimivega. Jaz verjamem, da bomo še kaj zanimivega v tem kratkem času, ki nam je še ostal, dodali. Zato bi jaz kar konkretno, morda tako za vse ali pa kdor želi, kaj se v zadnjih 10 letih, recimo v slovenskem prostoru, slovensko modo dogaja. Prebrala sem nekaj zanimivega v knjigi Kaj ostrega sanja, ko ste oblikovali društvo Soto, si dejala, da ste se združile generacija, kjer ste se v 90-ih začeli prvič predstavljati z imenom in priimkom. Ne? To so bili časi, ne, desetletje še nazaj. Torej, če pa pogledamo zdaj bližnjih zadnjih 10 let, kaj se v tem trenutku dogaja? Ja, ko smo se mi začeli predstavljati, je bil še socializem. So bila podjetja, je bila Lisca, je bila Mura, je bila Jutranka, je bila Kopitarna, ni bilo oblikovalcev z imenom in priimkom. Danes so vsi oblikovalci z imenom in priimkom, ampak malo je produktov, ki se jih naredi v številu 50,000 kosov in se prodaja v 400 trgovinah po celem svetu. V zadnjem času se je spremenilo vse. Kompleten naš svet se je spremenil, ne samo slovenska modna pokrajina. In pač v tem svetu, takem kot ga imamo, se moramo znajti najboljše, kar lahko. Veliko časa smo porabili za neumnosti, imenovane to je moje, to jaz delam, to ti ne smeš. Mislim, da je zdaj skrajni čas, da rečemo, ok, v redu, dost, dajmo nekaj skupaj. Ne vem, če smo skupaj močnejši, mogoče smo pa hitrejši. V zadnjih 10 letih je tudi veliko ljubljanski teden mode spremenil slovenski prostor. Kakšne priložnosti, kaj bi mogoče Melinda rekla, so dobivali oziroma postajali tudi bolj vidni mladi oblikovalci? Imaš mogoče kakšne konkretne podatke, so kateri dobili tudi kakšne konkretne ponudbe glede tudi vaših povezovanj pa tega Fashion Scouta tudi v tujini? Dobro, od Fashion Scouta zaenkrat v tem trenutku še ne, pravzaprav ja, Petja Zorec, ona je v bistvu najbolj svež primer, ne, ker dejansko to je en tak zadnji primer povezovanja, ki se je izkazal zelo dobrim rezultatom. Ker če že gremo čisto od začetka, ne, ok, mi smo začeli hoditi na Beograd Fashion Week, kjer smo ustvarili poznanstva in zelo dobre odnose, kjer smo spoznali tudi Andrejo Varga, ki je takrat delala PR za njih, ki je kasneje ustanovila svojo PR agencijo v Londonu in je začela v bistvu zastopati oblikovalce z Balkana. Kasneje je Petja v bistvu bila povabljena na Beogradski Fashion Week svojo modno revijo, predstavila se je znotraj sklopa Fashion Scouta, z Andrejo sta si bili všeč. Andreja je predstavila predstavnico spletne trgovine Wolf & Badger in seveda Petja je rekla ja, oziroma je tudi zelo veliko svojega dela in časa in tudi nekaj financ vložila v to in zdaj prodaja na platformi Wolf & Badger in seveda Andreja jo prodaja po celem svetu. Njeni kosi se pojavljajo v cenjenih tujih modnih časopisih, tako da to je to, kar se mene tiče, je to v bistvu en tak zelo konkreten primer povezovanja. Je pa nekaj morate vedeti, ne. Mi vam lahko odpremo vrata, mi vam lahko damo kontakte, ampak to, da vam bo res ratalo, morate pa sami narediti. Zaradi tega, ker v bistvu od tega trenutka, ko dobite kontakt, je vedno en kup enega dela, časa, razumevanja in dostikrat tudi denarja, da naredite tisti next step, da pravzaprav brand rata in da začne prodajati. Maja, slišali smo tudi, zadnja je bila tvoja predstavitev v Washingtonu, pa sodelovanje z Nokio. Kako prihajati do vseh teh kontaktov v tujini? Si jih sam poiskati? Kontakti so tebe našli v teh primerih, konkretno dobrih praks? Ja, jaz v bistvu ne morem reči, da sem sama iskala, ne? Malo se bom navezala na to, kar je Melinda rekla. Ljubljanski Fashion Week je zagotovo naredil na veliki prepoznavnosti slovenskega oblikovanja, tako doma
kot tudi v tujini, kakorkoli že, nas je vzpodbudil, da vsi da delamo kolekcije, da se predstavimo, da se pojavljajo fotografije, da vse to nekako kroži in da je prišla informacija tudi malo čez mejo. Ne? Kako me je Nokia našla, še danes ne vem. Hkrati pa tudi za Washington. Jaz bi rekla tako, no, da imam občutek, da so to sadovi minulega dela. 15 let sem precej vlagala v to, v delo, v promocijo, v razvoj, ves čas investirala, ne morem še danes reči, da zdaj lahko od tega zelo dobro živim, pa vendarle živim in nudim službo še komu drugemu. Ampak povabilo je prišlo recimo v Washington pač iz slovenskega veleposlaništva. Oni so pripravljali modno revijo žene veleposlanikov, nekaterih so se odločili, da bodo modo približale diplomaciji in izbirale vsaka v svoji državi pač ime, ki bo lahko dostojno predstavilo državo na tem dogodku. Jaz gospe, ki me je poklicala, nisem poznala prej, je pa potem mi seveda povedala, da je dejansko naredila research po slovenskih oblikovalcih, si se preprosto odločila zame. Je bilo pa seveda tudi potrebno biti pripravljen tudi finančno, je bilo zelo veliko stroškov pokritih, ampak kljub temu je bil vložek velik, kar tudi morda ni zmogel sam. Jaz sem se tega lotila in mi ni žal, ker je bila izkušnja zares enkratna. Tudi veliko možnosti se je odprlo, koliko jih bom dejansko izkoristila, je pa seveda spet samo na meni, tako kot je Melinda rekla. Jaz bi sam še nekaj dodala, sorry, da te zdaj prekinjam. V bistvu jaz mislim, da je eno od največjih problemov pri nas ravno to, da pri nas se nekako moda na nek način še nekako jemlje kot nek hobi program. Oblikovalci oblikujejo zato, da oblikujejo, ne da prodajo. Ko greš ti enkrat v tujino oziroma ko se enkrat začneš povezovati s tujino, moraš razumeti, da je moda biznis. Ti si tam noben, ti si eden od 100.000. Če ti zamujaš deadline, če ne vlagaš, če ne ubogaš v bistvu zakonitosti trga in tistega, kar ti je v bistvu predstavljeno, obstajajo neki kako se temu reče, rules, zakoni, dogovori, nekaj, česar se pač moraš držati. Ne ono, jaz sem Bog, ne, nisi. Ti si pač eden od kamenčkov v modnem biznisu. Če boš razumel, da je moda biznis, ti bo ratal. Če misliš, da si samo kreativec, ostani v Sloveniji in obdeluj pač ta svoj malo kolekcijo oziroma to, da boš imel za račune plačati. Ampak če pa le ostanemo še malo, zdaj malo preskakujem, ker moramo biti res hitri v Sloveniji. Kaj pa naši kupci? Kako se je razvijalo tudi naše tržišče? Zofo, Mojca si že omenila, da ste pridobili tudi publiko, tudi kupce. Kako bi mogoče s kakšnimi strategijami bi še lahko še bolj prodrli in začeli spreminjati mogoče tudi miselnost slovenskega potrošnika, ki bi se večkrat vračal v takšne tovrstne trgovine, slovensko lokalno proizvodnjo? Ja, pojavljati se moramo. Sej Zofa ima, ker me zelo veseli, povratnike, torej kupce, ki se vračajo. Zdaj, Zofa je ena taka zelo dobra izkušnja za vse nas, ko smo zelo padli na trdla tla, ko smo ugotovili, da je to biznis. In tisti, ki je prej ugotovil, da je to biznis, mu je šlo boljš, pa bolj hitro. In ta druga stvar, ko smo ugotovili, je to, da če, kar je rekla Sanja, ni nujno, da smo močnejši, smo pa hitrejši. To pomeni, da se ene stvari bolj hitro obrnejo in ta druga plat mode je zelo pomembna, to je pač posel. Na koncu dneva moraš ti nekaj imeti, mora ti nekaj ostati, da lahko naprej delaš, da lahko naprej vlagaš. In moramo se kot oblikovalci moramo naučiti tudi tega drugega dela, ki je zelo pomemben, ker v bistvu moda je gospodarska dejavnost, je to panoga, ki moraš poznati njene zakonitosti, moraš vedeti, kako se obrniti na tržišču, moraš igrati z ljudmi, ki niso popolnoma nič romantični. Jaz ne morem narediti kompenzacije z Elektro Ljubljana, oni hočejo denar.
Ne, torej ta denar moram nekje drugje dobiti. To pomeni, da pač druga pravila igre, ki se jih moraš naučiti, zdaj prej, ki se jih naučiš, boljše je. Ne? Tako, mislim, zelo realno. No? Samo dodam eno stvar, ki sem jo pozabila povedati, da super bi bilo, če ne bi bili vsi oblikovalci. Mi oblikovalci v tem okolju pogrešamo vse podporne dejavnosti. Recimo jaz konkretno sem ustavila svojo blagovno znamko, ker potrebujem nekoga, ki mi bo vodil blagovno znamko, da bi bila jaz oblikovalka, ker jaz v enem trenutku nisem zmogla produkcije več, ker sem se mogla z njo ukvarjati sama. Mi nimamo nobenih podpornih služb. Mi nimamo PR agencij, mi nimamo razvojnikov, mi nimamo vodij blagovnih znamk, mi nimamo niti asistentov. Super bi bilo, če se ne bi izobraževali, jaz govorim za oblikovalce, super bi bilo, če se ne bi izobraževali vsi samo za oblikovalce, ampak ne vem, kako bomo to naredili. Tukaj se ne bom čist strinjala s tabo. Ne? V bistvu vse to obstaja, samo te stvari je treba najeti in plačati. Tukaj se neha, ne? Oblikovalci, vsi potrebujete podporo, to je res. Ampak vse to, kar si zdaj omenila, obstaja v slovenskem prostoru, je pa res, da jih je treba najeti. Noben ne bo tega delo. Mislim, ja, nekaj časa lahko delaš zaradi tega, ker te veseli, ne? Ampak pride pa nekje ena faza, ko je pa zadeve oziroma uslugo treba plačati, da rata kvalitetna. No, ampak sej lih zato je treba, da se mladi povezujejo, da ne ostanete samo v krogu oblikovalcev, ampak se povezujete in s fotografi in temi, ki vizualizirajo vaše obleke, kot tudi s tistimi, ki se ukvarjajo z biznisom, PR-om, social media, ker se mi zdi, da mladi slovenski oblikovalci in tudi kakšni starejši hočejo vse sami narediti in tam si zaostal, ker pač ne moreš, če si oblikovalec, bod oblikovalec in oblikuj tisto, kar dobro delaš, drugo pa prepust drugim. Anže, ti si dejal v svoji predstavitvi, da recimo v Sloveniji ne bi mogel tega opravljati, kar opravljaš, oziroma da ni teh poklicev, da ni te službe. Kako pravzaprav, zakaj si ti ostal in zakaj mladi ostajajo v tujini, kako ti gledaš zdaj iz tujine na? Torej, moja glavna služba je, da predavam na neki smeri, ki tukaj ne obstaja. V Sloveniji imamo ali imaš vizualne komunikacije, ali imaš pa modno oblikovanje. Tako da toliko stvari manjka vmes od PR-a do biznisa, ki so pač pokriti na drugih faksih, ampak bi bilo treba tudi kakšne smeri za modo narediti. Jaz predavam na neki smeri, ki tukaj ne obstaja, to je glavna stvar. Druga stvar je pa tudi, da če bi prišel tukaj in bi delal v tej smeri, kar počnem kot freelance, niso te stvari plačene, ni toliko budžetov. To, da sem sem prišel, je super, odlično. Jaz se trudim podpirati, ampak mladi, kakor sem jaz se z njimi pogovarjal, grejo zato, ker pač v Sloveniji pridejo do nekega vrha oziroma do neke meje in pol ostanejo tam. Ni služb, nažalost. Ampak kje najdete potem ta prostor, prideti v tujino? Zdelo se mi je zanimivo v knjigi, ki sem jo pred kratkim kupila, da so napisali že v 70-ih letih, ko so želeli predrti slovensko modo v tujino. Jaz danes verjamem in vem, da tudi tukaj smo že povedali, da imamo vrhunske ustvarjalce, ampak so napisali, naša hiba, premalo izvirnega ustvarjalnega dela, premalo dobrih zamisli, premalo izostrenega okusa, premalo novosti, ki bi jih mi pošiljali v svet, da postanejo tudi tam novost. A dostikrat je žal tako, da še tisto, kar na tem področju imamo, ne znamo ceniti. In to je tudi en tak, se mi zdi, velik problem našega prostora, kar se ni spremenilo še vse do danes. Ali se pa preveč cenimo? Se zgodi, ja, da včasih jaz sem prevelik za vse ostalo, kaj me briga za ostale. Ne? To se spravi, kot sem prej rekla, določene zakonitosti obstajajo, ki jih je pač treba upoštevati. Ne? Sej tudi to, kot sem prej rekla, ti lahko najameš PR-ovca, recimo to je prva ta stvar, da ga najameš, ampak ko ga enkrat najameš, ga mogoče moraš tudi daj upoštevati. Ne? Zaradi tega, ker ti ljudi vzameš, zaradi tega, ker vejo nekaj več od tebe, ti ne znaš vsega, vsak se mora sprijazniti s to fazo, da ti dobro oblikuješ, ne znaš pa v bistvu verjetno tržiti, vse tako, kot je Mojca rekla, ne, v bistvu tudi v Zofi so se nekako punce razdelile po segmentih. Ne znamo vsi vsega, zato vzameš ljudi, ki znajo to boljše od tebe, zato jih prosim lepo poslušaj. Včasih sicer pomaga, če sam sebe poslušaš, pa so kakšne stvari, s katerimi pač nisi, kako se temu reče, comfortable. Ti
ti ne sedajo, ti ne pašejo, ne? Ampak moraš pa poslušati nasvete in jih tudi upoštevaš. Ne znaš vsega. Iz tega pride to, da ja, mogoče se preveč cenimo. Ja, ampak zagotovo pa je, da če bi drugega cenili, drugemu plačevali, bi denar krožil in bi vsi imeli delo in vsi bi od tega živeli. Tako pa žal se nekje ta krog prekine. Ne? Ampak meni se zdi, da to se lahko zgodi tudi pri potrošnikih, ne? Oziroma tudi nismo pri nas pripravljeni plačati. Ne? Torej, če bi se tudi cene dvignile, oziroma da bi manj kupovali oziroma bi bili pripravljeni plačati več, bi bilo drugače. Ne? Zelo pogosto raje sposoditi, kot plačati. Recimo, mi kot ZOFA smo pač prodajno mesto in smo zelo tržno usmerjeni. Ne? To pomeni, da pač ta trgovina mora pokriti sama sebe, mora pokriti oblikovalce, ki vlagajo noter. Ne? Zdaj, sami lahko mi izobražujemo kupca, ampak mi lahko sežemo samo do nekje, ne? Ker recimo neke druge stvari imajo nacionalno podporo. Ne? Vi vidite na televiziji nacionalne kampanje, ne? Prpni se, ne govori po telefonu, ne pi, ne? Take družbeno ozaveščanje. Ne? Kaj pa, če bi imeli tudi kampanjo, podpiri lokalno oblikovanje, podpiri domače ljudi, podpiri to, da iz svojih davkov plača šolanje ljudi, ki ti potem pobegnejo. Ne? Mislim, tako, rabimo tudi mi eno širšo podporo, ki bi vzgajala kupca, ki bi vzgajala dobrega kupca, ki bi kupoval dobre stvari, ki bi se potem vračali k nam in od tega bi lahko mi potem tudi zelo dobro živeli in se potem razvijali. Ne? Pa se jaz mislim, da zdaj s tem sustainable v bistvu nekako novim valom, da so se te stvari začele že nekako razvijati. Dejansko je hitra moda vedno manj popularna. Je res, da se še vedno kupuje, ne? Ampak dejansko so ljudje v bistvu vedno bolj tudi naklonjeni kupovanju kosom, ki jim lahko trajajo, prav zares trajajo. Mislim, ne vem, če lahko ena Kate Middleton dvakrat obleče isto obleko, Bog pomagaj, včasih je bil to zločin, zdaj pa ni več, ne? Recimo, čist banalen primer. Ja, dejansko je podpirati drugega pa pošteno plačati in ne vem, se je tudi na koncu včeraj, ne vem koliko vas je bilo na predstavitvi, ker je Lisca zelo nazorno prikazala, iz koliko delov je en ženski nedrček sestavljen in koliko faz je upletenih v en sam navaden modrc. Tako še tisti, ki poznajo, smo se čudili, koliko dela je v to vložen in to seveda ima svojo ceno. Tudi mi, ki ročno izdelujemo, ki nismo neke serijske proizvodnje, za vsak kos pač porabiš več časa, več dela, več vsega in je to pač enostavno stane. In mi se trajnostno obnašamo že vsa leta, odkar delamo, zato ker pošteno plačamo zaposlene, delajo v prijetnem okolju, imajo reden delovni čas. Zdaj, edino lahko bi šli še nazaj poganjati mašino na noge, ampak to pa ne moramo, to pa vseeno treba še vedno delati na elektriko. Ne? In zdaj dejansko ves ta postopek zahteva toliko časa, ki na koncu neka cifra pride. In tudi, ne vem, ena trgovinca z ekološko hrano sredi Žalca, kjer jaz živim, cene so višje, zato ker je kmet moral vložiti malce več dela v tisto neko hitro proizvodnjo, umetno proizvodnjo, ampak kljub temu, da je nekoliko dražje, se vsak dan tam ustavim, kupim, tudi zato, da podpiram, da trgovinca tam ostaja. No, ampak zato moramo pa tudi mi stopiti iz tega babla, v katerem živimo, ker predvidevam, da vsi, ki ste tukaj, ste iz področja mode oziroma iz širšega področja mode. Super je, da se podpirate, ampak treba je tudi nekaj spremeniti v kako gleda slovenska publika na to. Ne? In zato so odlični taki projekti, kot je Fashion Week, kot so Made in Slovenija in to, zato da to predstavimo širši javnosti. Ne? In tako je treba delati naprej, izobraževati ljudi. In imeti medijsko podporo in imeti podporo vseh institucij, ki so z modo povezane. Jaz lahko v zvezi s tem povem, kakšna cena je, samo še eno anekdoto iz ZOFE, ko sem jaz osebno svetovala v ZOFI, sem imela stranko, ki se je čist legitimno pritožila na ceno izdelka.
pač ljudje tudi nimajo denarja in si ne morejo privoščiti kaj dragega. In jaz sem ji čisto lepo razložila, da jaz nimam nič proti, če si ona gre kupiti obleko kam drugam, kjer je ta obleka bolj poceni. Ampak da mi smo svoje šivilje mogli plačati spodobno. Una obleka je bila izdelana za €0,5 na dan in se mora vsak človek sam odločiti, kako bo pač dobesedno z lastnim denarjem ceno delo drugega človeka. Pa ni pomembno, je ta človek tukaj v Sloveniji ali pa v Bangladešu. Ker naš čas že preganja, me zanima, ima kdo še kakšno vprašanje? Ravno zdaj, ko na koncu, ko govorimo o ceni dela, o vrednotenju lastnega dela in dela drugih, pa me zanima, kdaj, v katerem trenutku vaše kariere ste se naučili izdelovati stroškovnike? Mislim, jaz lahko ugotovim, da zelo hitro, ker pač izhajam iz take družine, kjer so me starši to naučili. Sem imela pač to srečo. Zdaj, če imaš starše, ki so v bistvu že tako podjetniki ali pa to imaš nek heritage, pa veš, da to tudi obstaja. Vem pa, da imajo oblikovalci, ki niso iz takih okolij, s tem recimo težavo, ja, in jih to potem dosti časa tepe. Ne vem, Maja, kdaj si? Jaz sem zelo hiter, zato ker sem imela takoj zaposlene in je bilo treba konec meseca plačo dati. Res, da sem v svojem štartu imela veliko podporo in jo še vedno imam v možu, v soprogu, ki je pač verjel vame. In jaz nekje po 3 letih svojega dela, samostojne poti, sem rekla, jaz mislim, da mi ne zaslužimo za plače, oziroma sem vedela, da ne zaslužimo. Ne? In je moj mož, ki je ekonomist, rekel, tako je, blagovna znamka nastaja 4 do 5 let, če v tem času ne boš uspela zaslužiti za plače zase in zaposlenih, potem ali ne znaš delati, ali pa ne znaš računati. Tako, k sreči je šlo potem to malo navzgor, ampak dejansko za začetek je pa zelo težko, ampak računali smo od začetka. Dejansko je res, dejansko od samega začetka moraš vedeti, kje si. Ko imaš enkrat Excel tabelo v rdeče številke, preprosto ne smeš zaiti. Tako ali drugače. Vedno so drugi pristopi, kako lahko ostaneš v črnih številkah. Če priješ v rdeče številke, moraš imeti nujno plan B. Mislim, jaz sem se odločila, da ne bom šla nikoli v minus v trenutku, ko sem se ločila, ko sem izgubila ta safety net recimo v možu, ko sem imela otroka, ki je hotel pač jesti vsak dan, večkrat, in takrat pride pač eden od teh momentov, ko se sam s sabo zmeneš, ok, v redu, v minus ne bomo šli. Ne? Tega se poskušamo držati recimo tudi pri Fashion Weeku. Vedno imamo to, da se pokrijemo, če gremo v minus, imamo plan B in se moramo potem pač kreativno zmisliti, kako to pač ne bo minus. Jaz bi sam dodala na to vašo celo debato rada sam primer dobre prakse v Avstriji. Jaz pač imam krojaško delavnico zdaj v Avstriji, 20 let sem imela v Sloveniji. Vem, kako je bilo preživeti kot mama samohranilka, ne? Grozno. V Avstriji je zadeva taka. Mladi, ko se odločajo za samostojno pot po šoli, morajo narediti podjetniški izpit, kar pomeni, da morajo znati kalkulirati ceno in povedati na izpitu, kaj je potrebno, da na koncu imajo dovolj denarja za sebe, za pokrivanje stroškov in brez tega izpita se ne morejo obrt registrirati. In mogoče bi bilo dobro, da bi se na faksu naredil en posebej predmet samo za podjetje, za to, za izračun. To je v priporočilo tudi za faksom vsem, v glavnem tudi srednjim šolam in tako naprej, ker bo potem dosti lažje. Ne, ker vsi grejo za nekim oblačkom naprej, noben pa ne ve, kakva kruta realnost. Ne? In v Avstriji mojsterski izpit ne narediš brez tega podjetniškega izpita in tudi obrt ne moreš registrirati brez tega dela, da nisi naredil. Ne? Še samo eno hitro vprašanje. Lahko še? Še samo eno hitro vprašanje. Eno vprašanje, Leonora Jakovljević, dober dan. Jaz bi se navezala na to vprašanje. Ne. Res je, ne znamo, niso nas naučili narediti izračuna, ampak kadar naredimo izračun, ne, vprašanje investitorja. Mislim, da je tlele
govorimo o sistemu mode, ampak vemo, da je treba 5 let recimo približno investirati v to, da sploh se začne denar obračati. Kako v Sloveniji ne najti investitorja, če začnemo v Sloveniji, ne? Jaz mislim, da to vprašanje je eno bistveno, ker vsi lepo je govoriti o dobrem oblikovanju, o kvalitetnem menedžerju in tako dalje, vsej tej strukturi, ne, kje dobimo denar za to in kako? Jaz pa mislim, da je nekje osnova ravno v tem, da ker pač izhajam, jaz sem producentka tudi na drugih področjih, ne, dejansko, če nekdo nekam vloži denar, ga hoče tudi nazaj dobiti. Noben ne bo vložil denar v biznis, kjer ga bo samo zgubljal. Ti, če hočeš dobiti denar noter, moraš vedeti, kje bo tvoj investitor čez 5 let ta denar začel ven dobivati. To se pravi, to, da ti samo oblikuješ, to ni to. Ti moraš vedeti, kako bo tvoj brand rastel, kam ga boš prodal, kakšni so tvoji cilji, kam greš pravzaprav. Moraš imeti plan. Največja težava slovenskega oblikovanja je ravno to, da oblikovalec bi naredil kolekcijo več kot pol leta naprej, mu doskrat ne seže, ne? Ali pa ne vem, recimo 1 leto, ne ve pa, kje hoče biti v roku 5 let. Če se ti odločiš, da boš v roku 5 let hotel sodelovati z eno veliko tovarno, ne vem, z nečem, ti moraš vlagati, greš na sejme, se prodajaš, ne vem, pa spet moraš ta connectione in tako naprej iskati. V to moraš vložiti svoj denar investitorja, ampak moraš imeti plan. Če plana nimaš, denarja nikoli ne boš dobil. Jaz ti ga ne bi dala. Jaz bi vas vse povabila po pauzi za kosilo na okroglo mizo, kjer bo Mateja Benedetti povedala konkretne stvari o takih vprašanjih. Hvala lepa.